Sedaj pa bi povabila dr. Tomaža Boha, generalnega direktorja sektorja za znanost, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k predstavitvi novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani vsi, spoštovani vtisovci, spoštovani gostje. Dober dan tudi v mojem imenu oziroma v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Veseli me, da smo danes tule, da imamo kljub temu, da je situacija nekoliko drugačna, kot smo jo vajeni, tale naš simpozij, ki bi lahko rekli, da je že kar nekako tradicionalen. Spomnim se, ko smo pred leti organizirali prvega in potem vsakega naslednjega, vsak naslednji je bil nekoliko lažji, dokler nismo seveda prišli do novih izzivov oziroma do novih preprek pri celotni organizaciji, pa vendar me veseli, da je stvar v teku in da poteka kljub temu, da virtualno vendarle poteka. Zdaj, če dovolite, jaz bi na kratko povedal nekaj reči o novem raziskovalnem zakonu, kakor mu rečemo znanstveno-raziskovalni zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. In če dovolite, bi hkrati tudi nekaj predem, da ne bom samo o besedilu zakona govoril, bi želel dati tudi nekaj okoliškega mesa oziroma nekaj okvirja, znotraj katerega je ta nastajal. Pa če dovolite, bi jaz poskušal kar šerati ekran, pa da gremo na kratko čez, morda niti ne tako zelo na kratko, ampak vendar čez stvari, ki bi jih potem tudi skupaj predebatirali, če se strinjate, oziroma bom z veseljem odgovoril na katerega izmed vprašanj. Torej, spoštovani kolegice in kolegi, še enkrat, kot vemo vsi skupaj, je bil zakon, na katerega smo precej dolgo čakali, objavljen v Uradnem listu konec novembra tega leta, skratka 30.11. Njegova veljavnost se je začela 15. dan po objavi v Uradnem listu, njegova uporaba pa za 1.1.2022, pri čemer imamo za nekatera področja oziroma za nekatere zadeve tudi nekoliko daljša prehodna obdobja, znotraj katerih je potrebno urediti vse postopke, podzakonske akte in vse, kar sledi za uspešno implementacijo samega zakona. Zdaj, prva, takole nekako bi postavili osnovno strukturo, skratka razlogi, potem proces, potem mobilizacija, kako in sploh smo prišli do tega zakona in seveda ključne rešitve in pa kot zadnje, kako naprej, oziroma kakor pogosto rečemo, kaj se zgodi day after. Skratka, tule imam nekaj osnovnih vhodnih podatkov oziroma nekaj osnovnih dokumentov, ki so brez dvoma napeljevali k temu, da je naš raziskovalno-inovacijski sistem glede na tiste, ki jih imajo v veljavi najbolj uveljavljene oziroma najbolj razvite države, relativno ima kar nekaj slabosti in da ga je treba prenoviti. Kot vidimo, imamo kar nekaj dokumentov oziroma kar nekaj analiz, tako domačih kot tujih, ki nam kažejo, da Slovenija relativno zaostaja v svoji performanci oziroma v svojih rezultatih raziskovalne in inovacijske dejavnosti in zelo, zelo podobni vhodni podatki so, ali ne glede na to, ali gledamo domače analize, kot so bile recimo monitoring in pa analiza nacionalnega oziroma raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije, ali gledamo European Innovation Scoreboard ali pa PSF support oziroma poročilo Evropske ekspertne komisije Evropske komisije na to temo.
In skupni imenovalec vsega skupaj lahko strnemo v nekaj točk, pač zaostajanje glede na vodilne države v EU oziroma znotraj Evropskega inovacijskega indeksa, naslednja neustrezno upravljanje institucij kot ena izmed zelo jasno identificiranih pomanjkljivosti v Sloveniji, premajhna vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, kar gre tule predvsem za javna vlaganja, kajti ta del, ki sledi oziroma ki odpade na poslovni del oziroma na gospodarstvo, je v primerjavi z evropskim bil in še vedno je relativno visok in je med najvišjimi. Pač o vzrokih, zakaj tako lahko tudi razpravljamo, ampak vendar dejstvo je, da skladno z Eurostatovo metodologijo je stvar takšna, kot izhaja iz dokumentov oziroma iz statistik, skratka relativno visok del tega vlaganja. Naslednja pomembna iztočnica, v bistvu prepočasna internacionalizacija, prepočasno povezovanje slovenskega raziskovalnega prostora z evropskim in globalnim, pri čemer je popolnoma jasno, da internacionalizacija ne pomeni samo sodelovanja z tretjimi oziroma z drugimi državami, ampak pomeni predvsem oziroma začne se doma z prilagoditvijo prostora, procesov in miselnosti na sodelovanje z drugimi državami. Skratka, večina procesa internacionalizacije mora biti opravljena doma in ne zgolj sodelovanje z drugimi državami. Ugotavljeno in zelo jasno nezadostno sodelovanje z gospodarstvom. Tu je potrebno povedati, da ne poznam države, ki bi rekla, da je njihovo sodelovanje, pri njih raziskovalna sfera dovolj in dobro sodeluje z gospodarstvom. Gre za spiralo in vedno več in gre za proces in vedno bolj poglobljeno to gospodarsko sodelovanje z raziskovalno sfero mora biti. Naslednja točka, ki smo jo zelo jasno videli posebej v evropskem kontekstu in v mednarodnih projektih, nestimulativno okolje za raziskovalce. Tu lahko govorimo o več zadevah. Eno je seveda plače, drugo je raziskovalna oprema, tretje je odprtost raziskovalnih institucij in dostopnost do novih možnosti oziroma priložnosti, ki jih raziskovalci imajo. Tudi tu je treba povedati, da slika ni vedno črno-bela, kajti stimulativno okolje je poleg seveda že naštetih dejavnikov tudi družbeno okolje in pa kvaliteta življenja, ki pa je na nek način še vedno v prid Slovenije, ampak vendar dejstvo je, da v bistvu to ni zadosten pogoj, da bi privabljali tuje raziskovalce in ohranjali domače v zadostni meri. In pa kot zadnja je našteta v liniji skupnih imenovalcev, pa vendar še zdaleč ne najmanj pomembna, nezadostna avtonomija javnih raziskovalnih organizacij. Dejstvo je namreč, da tiste države, ki imajo avtonomno raziskovalno sfero, ki kontrolirajo output in ne posameznih input kazalnikov oziroma elementov, imajo bistveno boljše rezultate. Preprosto zaradi tega, ker je dejstvo, da raziskovalne organizacije se, ukolikor so vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za upravljanje, upravlja bistveno boljše, kot jo lahko upravlja država. Kajti bolj poznajo program, bolj poznajo področje dela, bolj poznajo trende, hitreje in lažje se lahko na nje odzivajo, kar vse pripomore k mednarodni konkurenčnosti raziskovalnega prostora. Tule imamo naslednjo razpredelnico oziroma graf, ki nam jasno kaže, kje se Slovenija nahaja oziroma kje se je nahajala na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa, skratka v tretji skupini držav, skratka pri zmernih inovatorjih. Dejstvo je, da smo bili predtem v letu 2015 oziroma tam okrog zelo nekoliko bliže evropskemu povprečju in bili smo že znotraj strong, se pravi močnih inovatorjev, ampak to je skupina, ki je najbolj fluidna, ali greš naprej ali pa greš nazaj, in glede na to, kaj se je v Sloveniji dogajalo, pač žal je bil trend navzdol namesto navzgor.
To je bil nekako nasplošno okvir, ki nas je brez dvoma vodil do tega, da je potrebno spremeniti okvir, potrebno pravni okvir spremeniti za oblikovanje in za izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti in pa seveda tudi inovacijske. In tule vidimo, da je bilo že za pripravo prejšnje raziskovalne in inovacijske strategije, ki je predvidevala kar nekaj modernih oziroma tistih potrebnih korakov naprej, in takrat sočasno se je začela tudi oblikovanje oziroma razmišljanje o novem zakonu, tako da bi lahko rekli, da prvi zametek oziroma prednik potem ostalega procesa je datiral že nazaj v leto 2010 in potem naprej vse do leta 2015, ko je bila strani takratne ministrice Maje Makovec Brenčič oblikovana delovna skupina, ki je pa resno začela delati na zakonu z mednarodnimi primerjavami in tako naprej. V sam proces smo vključili ključne in zelo širok spekter deležnikov, od seveda univerz, javnih raziskovalnih zavodov oziroma inštitutov, sindikatov, gospodarske zbornice in tako naprej. In lahko rečemo, da smo v letu 2020 nekako do velike mere ali pa v veliki meri uskladili sam zakon, ki je bil sprejet tudi s strani Sveta za znanost in tehnologijo, vendar tu moram postaviti eno veliko piko oziroma en velik klicaj. Lahko rečemo, kar se je tudi v procesu večkrat izpostavljalo, da je bil zakon že prej usklajen z vsemi deležniki, kar drži. Hkrati pa je ključno vprašanje, ali je bil usklajen tudi z vladnimi resorji. Torej, zakon kot takšen zaradi specifik raziskovalnega prostora v mnogočem odstopa od splošne zakonodaje, od tiste ključnega okvirja, ki določa skupni imenovalec urejanja zadev na ravni države, in zaradi tega vidika je bil seveda naslednji korak usklajevanja z resorji izjemno naporen in terjal tudi nekatere prilagoditve oziroma nekatere spremembe, ki pa smo jih potem v letu 2021 uspešno zaprli. Tule imam izpostavljenih nekaj ključnih elementov, kjer odstopamo od splošne zakonodaje in je zaradi specifik, še enkrat, in zaradi specifičnosti prostora raziskav nujno potrebno in smo ga uspeli z resorji uskladiti. Prvič, kljub podrobnosti samega zakona, ki ima čez 100 členov, je ključni očitek službe vlade za zakonodajo, da so nekateri postopki, nekateri procesi premalo normirani. Skratka, kljub obsežnosti očitek o podnormiranosti na nekaterih področjih, kjer bi v skrajnem oziroma v najbolj teoretičnem pristopu morali celo do meril pri izboru posameznih inštrumentov ali pa saj pogojev, kar pa vemo, da je spet zaradi raznolikosti raziskovalnega prostora in pa hitrega spreminjanja pravzaprav nemogoče in ne praktično reševati na ravni zakonske materije. Potem naslednja zgodba, odstop od določb o lastništvu zavodov, kajti verjetno večina vas ve, da v slovenskem pravnem redu so univerze lastnice svojega premoženja, medtem ko so ga imeli javni raziskovalni zavodi v upravljanju. Lastnik pa je bila Republika Slovenija in tu je bila pač zelo jasno stališče, da za enako ali podobno dejavnost je nujno potrebno tudi te stvari izenačiti in zaradi tega je bil pač naslednji korak odstop od določb o lastništvu javnih zavodov. Prej sem že omenil vprašanje privlačnosti raziskovalnega prostora, kjer v vsakem primeru predstavlja plačni del enega od pomembnih elementov. In tu je bilo potrebno izpostaviti oziroma vzpostaviti odstop od generalnih določb sistema plač v javnem sektorju, ki relativno natančno in zelo strogo določa meje, predvsem pa najvišjo mejo,
ki jo je nemogoče oziroma ne dovoljeno prekoračiti, kar se je pa pokazalo seveda predvsem v mednarodnih projektih, kot so in tistih pač, ki se jih dobi najtežje, recimo ERA-čerih, teaming projektih oziroma teaming projektu, potem naprej ERC projektih in tako naprej, da je to precejšnja ovira za privlačnost tega našega prostora. V tem primeru smo šli v smer, kot je bila oziroma kot je uveljavljena tudi za MSC-A inštrumente, kjer je nekdo, ki je dobitnik oziroma ki je prejemnik tovrstnih sredstev za čas trajanja tega projekta oziroma tega financiranja izvzet iz sistema javnih uslužbencev, pri čemer mora biti plača določena s strani pogodbe med financerjem in raziskovalno institucijo. In to je primer na MSC-A-ju, medtem ko na drugih projektih oziroma na drugih razpisih to praviloma ni case in z tega vidika smo morali tudi v tem kontekstu iskati rešitev in tisto, čemur pogosto rečejo dvokratnik plače, je pravzaprav nastalo kot ideja, kako oziroma rešitev, kako določiti sidro za tisto najvišjo plačo. Če je pri MSC-A-ju jasno, da je to določeno z splošnimi pravili in nacionalnim ponderjem, smo potem v drugih projektih, kjer tega ni, določali na način, da je v bistvu maksimum, ki ga bi posameznik lahko imel, dvokratnik plače, ki bi jo imel oziroma ki bi jo imel na mestu, na katerega bi bil razvrščen po sistemu plač v javnem sektorju. Zdaj to ne pomeni oziroma še zdaleč ne pomeni, da bodo vsi, ki delajo na mednarodnih projektih, imeli dvojnik plače, kajti splošna pravila znotraj Obzorja jasno določajo, da za isto delo, kot ga delaš doma, ne smeš biti plačan v Obzorju oziroma v njihovih projektih več. In ravno zaradi tega bo tu naslednji korak, ki so ga nekatere države naredile uspešno in mi ga bomo pa tudi še morali in predvsem bo tu delo na ravni institucij, da se opredeli, v čem so ti mednarodni projekti drugačni od dela za recimo ARRS-jeve projekte in da zaradi tega upravičeno vrednoteni višje. Lahko si predstavljamo, da recimo pri ERC projektih, pri teamingih, pri ERA-čerih, pri kakorkoli že pri tovrstnih projektih, tudi pri kolaborativnih, ki imajo pač koordinatorske funkcije, je ta del bistveno drugačen in bistveno zahtevnejši, kot je v nacionalnih projektih in zaradi tega verjamemo, da tudi smer argumentacije v tem kontekstu bo uspešna oziroma je napravljena tako, da bi morala biti. Še zadnje 3, odstop od sistema kapitalskih naložb zavodov. To preprosto pomeni, da smo dovolili, da je odstop v delu, da dovolimo javnim raziskovalnim organizacijam, se pravi univerzam, inštitutom, da odpirajo oziroma da soustanavljajo spin-off podjetja. Skratka, da imajo solastniške deleže, kajti v normalnem oziroma v obstoječem generalnem sistemu zakon o javnih financah jasno določa, da zavodi ne morejo in ne smejo biti lastniki kapitalskih naložb. In to je pač eden izmed elementov, ki smo ga ravno tako dokazovali, da je zaradi prenosa znanja, zaradi spodbujanja inovativnosti, zaradi spodbujanja komercializacije vzpostavljenega znanja, to ena izmed ključnih reči, ki jo je potrebno narediti. Naslednja, odstop od zakona o javni rabi slovenščine. Tudi tu smo na nek način pač nekoliko prilagodili določbe omenjenega zakona specifikam raziskovalne dejavnosti, kar pomeni, da v primeru evalvacij, v primeru, ko je za doseganje ocenjevanja in za sledenje odličnosti potrebno uporabiti tuje evalvatorje oziroma tuje eksperte, je dovoljeno v delu, kjer so te tuji eksperti vključeni, pač pripraviti dokumentacijo oziroma zahteva dokumentacijo tudi v tujem jeziku, pri čemer pa mora biti seveda potem, če prijavitelj zahteva nazaj, recimo odziv recenzentov ali kakorkoli že, preveden nazaj v slovenščino.
Zdaj, tu je nekoliko pač spolzek teren, glede na to, da vedno pridemo do vprašanja kvalitete prevoda, ampak vendar za tudi Ministrstvom za kulturo smo tu dosegli, verjamem, pomemben konsens, da krepimo z drugimi mehanizmi strokovni razvoj slovenščine, ne nazadnje tudi z simpoziji in z dogodki in z aktivnostmi, ki jih Društvo Vtis in podobna združenja opravljate, se krepi strokovni jezik, se krepi slovenščina in z tega vidika verjamemo, da je pomemben element pač razvoja strokovnega jezika in da rigidna določba o pač striktni uporabi slovenščine v evalvacijskih postopkih je tukaj kontraproduktivna. Potem naslednja stvar, odstop od splošnih principov načrtovanja proračuna. Tu bi se želel navezati na pravzaprav določbo, ki določa dve stvari. Prvič, da je vredno, da je ciljna višina javnega financiranja znanstveno-raziskovalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti 1% BDP-ja, pri čemer pa v primeru, da bi se sredstva zniževala, se pravi BDP, da bi se zniževal, nominalno sredstva ostajajo v letu, se pravi T+1 enaka kot v letu T, kar pomeni, da na ta način smo v precejšnji meri dvignili predvidljivost, dvignili stabilnost sistema in omogočili načrtovanje v okviru 6-letne pogodbe, znotraj katere bojo raziskovalne organizacije relativno avtonomno določile in zarisale poti svojega delovanja za celotno obdobje in bodo potem seveda na podlagi performance-based indikatorjev na polovici in pa potem ob koncu obdobja evalvirane in v bistvu vrednotene glede na dosežke. Kar se tiče mobilizacije, mogoče niti ne bi pretirano zgubljal tu časa. Gre za to, da je pri sprejemu, potem, ko je bil na vladi zakon sprejet, se pravi, tako kot smo rekli na prejšnjem slajdu, 24.6., se pravi pred poletjem, je pred sprejemom v državnem zboru se zelo močno angažirala in tudi zelo močno izrazila svojo podporo praktično celotna akademska sfera in končni rezultat glasovanja je verjetno takšen, kot verjamem, da ga nobeden izmed zakonov, posebej takšnih, ki so sistemske narave, v tem mandatu zagotovo ni dobil, in sicer 80:0, kar pomeni, da je tudi na ravni politike bilo vzpostavljeno veliko soglasje, da je zakon potreben in da so rešitve ustrezne. Kar je pomembno tukaj zdaj reči, če pogledamo nazaj, lahko rečemo, da je pravzaprav izjemno dolgo obdobje nastanka tega zakona, izjemno veliko usklajevanja, izjemno veliko različnih prilagoditev in iskanja kompromisov, ampak vendar končni rezultat verjamem, da kaže točno to, da se je splačalo narediti ves ta napor usklajevanja vseh teh različnih deležnikov, različnih legitimnih interesov, za to, da na koncu pridemo do odločitve oziroma do zakonske norme, ki ima kar se da široko podporo, kar se da široko ponotranjene strani raziskovalcev in predvsem oziroma tudi raziskovalnih institucij in da bo implementacija v naslednjih korakih zaradi tega pač morda lažja, zagotovo pa lažje izvedljiva. Zdaj, večino teh rešitev, o katerih je govora tule naprej, sem že med samim procesom nekako izpostavil, pa vendar dovolite, da jih na kratko orišem tudi te. Prva stvar, opredelitev institucionalnega okvirja za izvajanje javnih politik, vzpostavitev razvojnega sveta Republike Slovenije, znotraj katerega bodo različni resorji, tudi različni deležniki pravzaprav postavljali neke strateške dolgoročne temelje in odločitve za razvoj tega področja. Pomembno je, da poleg raziskovalnega in tehnološkega dela so vključena tu noter tudi druga ministrstva, od recimo okolja, infrastrukture, obrambe, kmetijstva in tako naprej. Pač skratka tisti, ki za svoje delovanje potrebujejo
večje število, pač več znanja in podlage, na osnovi katerih lahko oblikujejo svoje rešitve in svoje politike. Druga stvar, že omenjena, rast BDP oziroma rast sredstev za raziskave in za znanstveno-raziskovalno dejavnost in ciljna vrednost 1%, do katere bomo prikorakali v intervalih po 0,08% BDP na letni ravni, kar pomeni praktično, če pogledamo majčkeno napovedane rasti in pa tele številke, kam moramo priti, iz približno 250 milijonov v letu 2021 na 620–630 milijonov v letu 2027, kar pomeni praktično potrojitev oziroma podvojitev in še nekaj zraven razpoložljivih sredstev, kar je zagotovo precej velik in pomemben uspeh. Kot že rečeno, opredelitev znanstveno-raziskovalne dejavnosti kot horizontalne, ne samo sektorska, ampak vključene v različne sektorje, povečane avtonomije javnih raziskovalnih organizacij, ne gre samo za premoženje in pa gospodarske družbe, kot je tule zapisano in kar je morda na prvi uč najbolj pomembno, gre za tudi odločevalske postopke. Skratka, na kakšen način institucija oblikuje svojo notranjo strategijo, na kakšen način oblikuje svoje raziskovalne aktivnosti, tiste, ki so financirane iz core biznisa, skratka iz lampsama oziroma iz institucionalnega financiranja, kako imenujejo svoje telesa in tako naprej. Skratka, tukaj na celi črti je bistveno večja odgovornost na institucijah, tudi na upravnem odboru, znanstvenem svetu, senatu in tako naprej, in pa predvsem sledenje strani države, sledenje ciljem in ne toliko razdrobljenim posameznim parcialnim interesom znotraj, procesom, ne interesom znotraj institucije. Vzpostavljanje pogojev za mednarodno konkurenčnost, skratka odprtost in povečevanje, kolikor je le mogoče, pač internacionalizacija in pa privlačnost raziskovalcev za raziskovalce iz tujine. Stimulativno nagrajevanje uspešnih raziskovalcev že omenjeno. Sledimo tudi dva trenda, ki sta zelo očitna tudi na EU ravni, in sicer naslavljanja vprašanja etike in integritete v znanosti z vzpostavitvijo nacionalnega sveta za etiko in integriteto in pa definiranje odprte znanosti. Skratka, odprta znanost ne samo kot odprte objave in pa odprti podatki, ampak dejansko tudi odprto v najširšem pomenu besede, od citizen science do vključevanja družbe v različne dele procesov do seveda dostopnosti vseh javno financiranih raziskovalnih aktivnosti oziroma njihovih rezultatov skladno z predpisi oziroma skladno z pravili, ki urejajo nenazadnje pa tudi na drugi strani, a ne vprašanje avtorskih pravic oziroma intelektualne lastnine. Skratka, tu pri odprti znanosti gre ves čas za nihanje oziroma za ravnotežje med odprtostjo in pa zaščito intelektualnih pravic. Skratka, sledimo nekako tistemu modusu, ki je tudi v veljavi v EU prostoru, odprto, kolikor je mogoče, in zaprto, kolikor je potrebno. Potem vezano na same učinke, vezano na ključne spremembe, so tisti ključni učinki, ki jih želimo oziroma ki jih verjamemo, da bomo dosegli z zakonom. Prvič, povečanje avtonomije, opredelitev avtonomije, kaj to pomeni, na katerih področjih, se pravi, ne samo avtonomija na področju upravljanja, tudi na področju kadrovanja, na področju finančnega poslovanja in ne nazadnje avtonomijo, ki zajema tudi gospodarjenje z nepremičninami. Potem dogovor z ustanoviteljem, torej za državo, kjer je
v 6-letni pogodbi, se pravi performance agreementu, določeno, kaj so tisti ključni key performing indikatorji in kateri so aktivnosti, ki jih bojo institucije naredile oziroma zasledovale v okviru stabilnega oziroma razvojnega stebra financiranja. In dejstvo je, da to je eden izmed predpogojev za diverzifikacijo naših institucij. V smislu, da ne bodo počele vse enakega, ampak da se bojo diferencirane na način in v smeri, ki jim prinaša, pač kjer so najmočnejše. Kot že rečeno, avtonomija upravljanja in pa avtonomija pri postavljanju notranjih pravil. Skratka, pravila razdeljevanja denarja, tistega, ki ga bodo dobile v okviru institucionalnega financiranja, stabilnega institucionalnega financiranja, naprej avtonomno znotraj institucij. Stabilna, predvidljiva finančna situacija, kot že rečeno, pač fiksirana oziroma naprej določena minimalna sredstva, ki ne morejo biti manjša od predhodnega obdobja, potem izenačevanje javnih raziskovalnih in pa visokošolskih zavodov in pa že omenjeno premoženje, ki pripada oziroma ki ga bomo prenesli, ki bo prenešeno v last javnih raziskovalnih zavodov. Potem drugi sklop sprememb, vzpostavitev pogojev, da Slovenija postane mednarodna privlačna destinacija. Prvič, posebna pozornost do raziskovalcev, ki živijo v tujini, vzpostavljam posebej potreba oziroma nujnost vzpostavitve reintegracijskih mehanizmov, članstvo v Razvojnem svetu Republike Slovenije, skratka tudi tu imamo predvideno eno mesto za raziskovalce, ki delajo v tujini, in pa možnost izvajanja programov nacionalnih raziskav, tu pa gre za zamejske institucije, skratka raziskovalne institucije, organizacije iz zamejstva, ki lahko sodelujejo kot pač sodelujoče institucije pri izvajanju tega posebnega programa oziroma teh posebnih tipov raziskav. Potem že omenjeno stimulativno nagrajevanje raziskovalcev, omogočanje sobotnega leta, kompetitivne projekte, ki ostajajo na nek način, vsaj v osnovi, pač podobni temu, kar poznamo, pa vendar razdeljeno v 3 kategorije, podobno kot je v ERC shemi, skratka Starting Consolidator pa Advanced Grant, in kar pomeni, da bo razpis, ki bo pripravljen in ki ga bo ARRS izvajal, pravzaprav gre za 3 ločene razpise po kategorijah. Zdaj popolnoma vseeno, ali so to fizično 3 ločeni razpisi ali so 3 finančno ločeni pač deli enega razpisa, ampak gre za to, da presežemo oziroma da preprečimo, da bi raziskovalci v različnih kategorijah tekmovali med seboj. Skratka, da nekdo, ki je na začetku kariere, je logično, da ne more dosegati vseh raziskovalnih rezultatov, kot jih raziskovalci, njihovi raziskovalni kolegi na višku svoje ustvarjalne poti. Potem integracija v evropski raziskovalni prostor. Tu smo naredili precejšnje število nastavkov za pač delo, za nadgradnjo, za sinergije različnih virov financiranja, temelječih na pečatu odličnosti, potem imamo evropska partnerstva in pa misije v tem kontekstu, potem tudi neposreden prevzem rezultatov evalvacij, recimo v kontekstu inštrumentov, kot so bili zdaj ERA-neti in tako naprej. Financiranje, ne bom šel v podrobnosti, kot že rečeno, višina je jasna, postavljena oziroma vzpostavljena pa je stebrna struktura, ki je predstavljena tule, skratka institucionalno financiranje, ki predstavlja lump sum financiranje oziroma tisto stabilno financiranje, je sestavljeno iz 3 kosov in tole vidim, da je v prezentaciji ena napaka, zadnja 2 seveda nista enaka, ampak gre za prvi ISF je institucionalni steber, kamor gre za dejansko upravljanje in hladni pogon institucije, programski steber, to je tisti del, ki je močno pač ključen del raziskovalnih aktivnosti, v katerega se bojo preselili zdajšnji raziskovalni programi in pa mladi raziskovalci, in s tem
zelo avtonomna razpolaga sama institucija, potem razvojni steber, znotraj katerega bodo pogajanja in pač, kot sem že prej omenil, diverzifikacija med institucijami, in pa zadnji del so pa programi nacionalno pomembnih raziskav, kjer pa bodo razpisi in v bistvu tako nekako bolj dolgoročne aktivnosti za tista področja, za katere so nekako na umestni ravni med raziskovalnim delom in med infrastrukturo in za katere je jasno, da sredstvo druge, recimo na EU ravni ali kakorkoli ni. V tem kontekstu bi lahko recimo izpostavil kot primer vodenje mineraloških zbirk, potem recimo dela na kakšnih slovarjih in na takšnih rečeh, skratka, kjer gre za zelo specifično delo, ki je nacionalnega pomena. Zdaj pa čisto na koncu, zakon, kot rečeno, smo sprejeli, prišli smo do tega, da imamo pred seboj jasen pravni okvir. Zdaj, kar se nam lahko zgodi, oziroma kar je ključno, da preprečimo, oziroma da z dovolj ustrezno komunikacijo pravzaprav naredimo širše razumevanje tega. Namreč, nevarnost, ki je zdaj pred nami, je, da vsak izmed deležnikov vidi točno tistih nekaj členov, točno tiste 2 člena, ki njemu odgovarjata. Kar pomeni, vodstvo institucij bojo videli, da dobijo premoženje, raziskovalci bojo videli, da dobijo dvojno plačo in tako naprej. Ne vidijo pa celotne zgodbe, ki predstavlja oziroma ki prestavlja našo raziskovalno sfero na neko drugačno osnovo. Jaz verjamem, da zavedanje o tem, da se bojo zgodile velike spremembe, obstaja, ampak vendar moramo vedeti, da je potrebno zakon gledati kot celoto. Ne samo, prinesel bo potrojenje denarja, kar pomeni, da bomo na isti način delali stvari za 3-krat več denarja. Ne bomo. In tukaj je tista ključna reč oziroma ključno nadaljne delo, ključno nadaljni fokus, ki ga moramo imeti, da bomo pravzaprav zdaj okvir, ki ga imamo, ki je mednarodno pač primerljiv s tistimi najbolj naprednimi državami, tudi spravili na ustrezen način v življenje, da ga bomo ustrezno implementirali tako na ravni ministrstva, na ravni agencije in ne nazadnje tudi na ravni institucij. In jaz mislim, da ključna stvar bo seveda ureditev na ravni institucij. Ker zdaj kar naenkrat ne bo več vprašanje, gremo na ARRS vprašati, koliko denarja bomo dobili in ko ga bomo dobili premalo, bomo seveda vsi jezni na ARRS, ampak bo institucija tista, ki bo morala postaviti pravila, notranja pravila, strategije, kako razdeljevati, komu, na kakšen način, koliko in na kakšen način bojo tudi znotraj institucije pravzaprav potem tudi evalvirali rezultate dela raziskovalnih skupin, raziskovalnih laboratorijev oziroma kakorkoli bo že ta notranja struktura postavljena. Tako da na kratko, jaz se opravičujem, ker je morda nekoliko daljše, ampak vendar dosti težko je v nekaj slajdov oziroma v nekaj minut spraviti dogajanje zadnjih, dajmo reči, 10 ali pa vsaj 6 intenzivnih let in predstaviti tako kompleksne spremembe, kot so uvedene z tem novim znanstveno-raziskovalnim zakonom. Tako da spoštovane in spoštovani, hvala lepa, to je tako na kratko to, ukolikor je karkoli seveda na plan z vprašanji, upam, da bom lahko na njih odgovoril, za čisto vse pa ne morem garantirati, da bom lahko dal dokončni odgovor, ker tako, kot sem rekel, podzakonski akti so oziroma bodo v pripravi in marsikatero dilemo in reč bo potrebno razrešiti tudi tam. Tako da, spoštovana kolegica Neža, vračam besedo na ono stran. Najlepša hvala, dr. Boh, za vaš čas, za predstavitev, kakor tudi za obrazložitev novega zakona. Če ima kdo kakšno vprašanje, vas na tem mestu povabim na mreženje na spletni strani Gather. Takole. Torej, link bo tudi postavljen v chat, lahko pa se tudi pridružite preko QR kode.
Prijazno opominjam tudi vse ostale udeležence, da je možno vprašanja postaviti v Q&A, možno jih je postaviti tudi v spletno platformo Slack, do katerega link ste dobili v e-mailu ob prijavi. Sledi pa nam krajša pauza s panelom spremembe na finančnih trgih iz družboslovnega vidika, pa nadaljujemo 15 čez 3. uro. Imamo pa eno vprašanje, in sicer, kako bo potekala priprava podzakonskih aktov, bo v to vključena širša strokovna javnost ali to ostaja v domeni agencije? Ja, hvala lepa. Dokaj logično in jasno vprašanje. Takole, zdaj mi imamo nekaj različnih elementov oziroma nekaj različnih nivojev teh podzakonskih aktov. Prva stvar, ki sledi za sprejemom zakona, je sprejetje uredbe, ki bo natančneje definirala čisto samo poslovanje, finančno poslovanje oziroma financiranje raziskovalne dejavnosti. Torej, ne gre ne za kriterije, ne za v bistvu kaj drugega, ampak gre za dejansko operacionalizacijo po eni strani stabilnega financiranja in na drugi strani projektnega, ki bo ostalo zaenkrat zelo podobno, kot je zdaj. Samo uredbo brez dvoma je potrebno najprej narediti v krogu tistih, ki bojo izvajali, se pravi agencije in pa ministrstva, in ko bo, in to bo relativno kmalu, draft na mizi z osnovnimi rešitvami, ki sem jih tudi zdaj predstavil, vzpostavljenimi, bo vključena tudi širša javnost. Seveda bo tukaj prostor za razpravo tako za splošno javnost, kot z institucijami, pri čemer že zdaj opozarjam, pač tale prva prav zelo dolga vendar ne bo mogla biti, ker moramo do začetka februarja sprejeti uredbo, kar pomeni, da če bo po novem letu pripravljena za razpravo, bo treba to v tednu, dveh zapreti, da lahko potem v končni fazi sprejmemo uredbo, ki nam tak datum oziroma takšno prehodno obdobje nam določa zakon. Potem pa seveda bomo lahko tudi odprli debato za nadaljne spremembe tudi v nadaljevanju. Kar se tiče drugih aktov, se pravi aktov agencije, bo ravno tako vzpostavljen oziroma pripravljen na način, da bo vključena strokovna javnost. Prvič znanstveni sveti ved, ki vključujejo predstavnike znanstvene sfere, in pa seveda tudi javna razprava, znotraj katere bodo sprejemali oziroma bodo lahko izpostavljeni same pripombe in pa predlogi sfere. Potem pa imamo podzakonske akte oziroma izvedbene akte na ravni institucij, kjer pa je, če mene vprašate, vprašanje predvsem notranjega ustroja, kako bojo to počeli. Brez dvoma si ne predstavljam, da bo prišel direktor inštituta ali pa rektor univerze na upravni odbor oziroma na senat pa prinesel dokument, ampak bo to potrebno iskati, proces, ki bo zahteval iskanje kompromisa in pa soglasja znotraj institucij. Tako da brez dvoma potrebno in nujno in načrtovano je vključevanje strokovne javnosti. Kot rečeno, pri uredbi se nam bo še najbolj mudilo, tako da tam bo treba majčkeno pohteti, druge pa mislim, da bi znalo biti bistveno več časa tudi za razpravo. Najlepša hvala, dr. Boh. Naslednje vprašanje, ki ste se ga že malo dotaknili, je, kako se lahko raziskovalci in drugi strokovnjaki v tujini vključijo pri implementaciji teh sprememb? Ja, hvala. Zdaj, tako je, ko bomo govorili oziroma ko pridemo do javne razprave, seveda takrat je pri oddaji mnenj in predlogov povabljen vsakdo od vas, od nas, kakorkoli, da pripomore, da pomaga. Druga stvar, kjer se bojo potem ne samo oblikovani podzakonski akti, ampak tudi, kar je pomembno za naprej. Prej sem rekel, enega člana v
tele razvojnem svetu Slovenije, pa še nekaj takšnih mest, kjer smo rekli, da je potrebno imeti raziskovalce, ki delajo tudi v tujini, oziroma saj omogočiti, ponekod je tako, da mora biti zdraven, tam bomo pri formiranju tovrstnega telesa oziroma tovrstnega organa napravili na ministrstvu poziv. In takrat se je potrebno pač na ta poziv prijaviti. In zdaj je pa stvar vsakega posameznika, kako, pač kot pri vseh pozivih. Ali se prijaviš ad personam, ali se prijaviš za podporo neke institucije, neke že institucionalizirane pač zgodbe, je stvar osebne odločitve, ampak potem seveda na ministru, ministrici pa je, oziroma na vladi, kakorkoli, da se odloči potem med prispelimi kandidaturami, kdo iz tega bazena oziroma na kakšen način, koga pravzaprav vključiti potem v samo strukturo. Najlepša hvala. Imamo še 2 vprašanja. In sicer, v kakšnem času pričakujete, da bodo javni zavodi morali prilagoditi notranjo ureditev, ki bo v skladu z novim zakonom, in kako se bo to preverjalo? Ja, zavodi bodo morali, tako kot je zapisano v zakonu, v prvi polovici letošnjega leta, se pravi v prvih 6 mesecih, imeti pripravljene notranje akte oziroma akt iz 29. člena, ki bo določal pač notranje razporeditve in te reči, pač kako bojo. Mi bomo preverjali, ali ima ustrezne sestavine, ki jih takšen akt mora imeti, oziroma ki so zapisane oziroma definirane tudi v zakonu. In te akti bodo objavljeni na spletnih straneh institucije in ARRS-ja. Zdaj pa, ali je rešitev, ki bo noter malo takole ali pa malo drugače oblikovana, tega pa mi ne bomo preverjali, oziroma tudi dejstvo je, da bodo različne institucije lahko izbrale nekoliko različne pristope pri posameznih vprašanjih in kdo smo mi, da bomo sodili, kateri je bolj primeren in kateri manj. Je pa dejstvo, da bodo to morali biti dokumenti sprejeti strani ustreznih organov javnih raziskovalnih organizacij. Najlepša hvala. Še zadnje vprašanje. Kaj je vaša vizija? Kako bo izgledalo biti znanstvenik oziroma raziskovalec v Sloveniji, recimo leta 2030? Ja, to vprašanje je pa dobro. Preprosto, jaz verjamem, da če ne bi nič spremenili, bi bilo leta 2030 stanje takšno, da bi bil raziskovalec bolj ali manj podoben javnemu uslužbencu v smeri, da bo pač zjutraj prišel v službo, se odštempljal in šel. Kar pomeni, da najbrž tisti, ki so najbolj ambiciozni, tisti, ki ste najbolj pač nekako široko postavili svoje obzorje, bi to začelo neskončno utesnjevati. Zdaj, z sistemom, ki ga imamo trenutno, ki smo ga postavili, pa jaz verjamem, da se naš raziskovalni prostor ne bo razlikoval od tistega, ki bo takrat vzpostavljen znotraj Evropskega raziskovalnega prostora. Dejstvo je, da smo tudi znotraj našega predsedovanja veliko pozornost namenili upravljanju Evropskega raziskovalnega prostora, torej združevanja oziroma povezovanja nacionalnih sistemov v neko enotno evropsko zgodbo, in Slovenija absolutno verjamem in mislim, da imamo vse pogoje izpolnjene, da postane integralen del tega, tako kot je treba. Kar pomeni, če mene vprašate, raziskovalec bo v letu 2030 prvič moral popolnoma biti v bistvu svoje delovanje imeti naravnano v kontekstu odprte znanosti, kar pomeni, da ne samo rezultati, ampak tudi njegovo vrednotenje bo na nek način evalvirano strani pač širšega vpliva, ki ga ta raziskovalec oziroma raziskave in raziskovalna skupina, raziskovalna aktivnost ima na širšo družbo, pa ne govorim na gospodarstvo, bog ne daj, ker potem smo falili tarčo, ampak na družbo kot celota, tudi če je to pač
kar je verjetno celo najbolj pomemben, dvigovanje splošne ravni znanja v družbi z vseh vidikov, povsod ga rabimo. To je to. Druga stvar, pomembna, da bodo raziskovalci imeli dostop do ustrezne vrhunske raziskovalne opreme. Ne gre za to, da bomo v Sloveniji zgradili vso vrhunsko raziskovalno opremo, ker lahko že zdaj povemo, da je ne bomo. Zaradi tega, ker je neskončno predraga in to ne gre. Ampak je pomembno, da z dizajnom sistema, ki ga imamo, omogočimo, da se naši raziskovalci vključujejo, da imajo dostop do te opreme, ki je drugje, in hkrati recipročno, da tisto opremo, ki jo gradimo pri nas, dajemo v širši kontekst. To nastaja precej intenzivno v kontekstu ESFRI projektov, v kontekstu ERIC-ov, znotraj tega, kjer je Slovenija ena izmed držav, kjer smo vključeni v največ teh mednarodnih oziroma EU distribuiranih infrastruktur, in mislim, da tule gre. Kar bi si pa najbolj želel, je pa to, da raziskovalec in univerzitetni profesor se v letu 2030 ne bo ubadal s tem, ali bo njegova plača zadostovala za to, da si bo kupil sendvič s pršutom ali pa sendvič s posebno salamo, ampak da bo lahko plačan primerno. Ne govorim zdaj o bogatenju, nenormalnih in nepredstavljivih zadevah, ker to bi bilo seveda iluzija, ampak skratka, da raziskovalcem ne bo potrebno iskati stran poti ali pa vzporednih poti, kako zaslužiti še jurja zraven, ampak da bodo lahko zaradi odprtosti sistema dejansko dobili plačano za tisto, kar so dobro naredili, za tisto, kar so rezultati njihovega dela, in se bojo lahko posvetili tistemu, kar najbolj znajo. Najlepša hvala, dr. Boh. Na tem mestu pa res povabim vse poslušalce, kakor tudi vas, da se nam pridružite na mreženju. Čez 15 minut pa bomo nadaljevali z zadnjim današnjim panelom o spremembah na finančnih trgih. Hvala lepa tudi vam za povabilo in moram reči, da veselim se naslednjega, močno upam, da simpozija v živo. In že zdaj lahko rečemo, da dobrodošli na ministrstvu, ukolikor bo to mogoče, tako kot so bile, če jaz prav vem, vsi simpoziji, ki so potekali v živo pri nas. Tako da dobrodošli in vabljeni že zdaj. Tako, najlepša hvala. Torej, še enkrat vabim vse poslušalce, da se nam pridružite na mreženju na spletni platformi Gather.